Kateheza med današnjo splošno avdienco, ki je potekala v Vatikanski dvorani Pavla VI., je govorila o novosti krščanskega upanja. Papež Frančišek je izpostavil, da smo kristjani ljudje pomladi in ne jeseni, naš Bog pa je Bog presenečenj in novosti. Izhajal je iz svetopisemskega odlomka iz knjige Razodetja, ki takole pravi: Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo. Rekel je tudi: Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Nato mi je rekel: Zgodile so se, jaz sem alfa in omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. Krščansko upanje je osnovano na veri v Boga, ki vedno dela nove stvari v življenju človeka, v zgodovini in v vesolju. Naš Bog je Bog, ki ustvarja novosti, saj je Bog presenečenj. Novosti in presenečenja, je začel katehezo papež Frančišek, pri tem pa v ospredje postavil besede: Glej, vse delam novo. Ni krščansko hoditi s pogledom uprtim v tla, ne da bi dvignili oči proti obzorju, kakor da bi se vsa naša pot končala tukaj, le po nekaj metrih potovanja, kot da v našem življenju ne bi bilo nobenega cilja in nobene globine, mi pa bi bili prisiljeni večno se potikati brez kakršnega koli razloga za naše napore. Zadnje strani Svetega pisma nam kažejo poslednje obzorje vernikove poti, to je nebeški Jeruzalem. Upodobljen je predvsem kot neskončno prebivališče, v katerem bo Bog zbral vse ljudi, da bi dokončno prebivali z njim. In to je naše upanje. Kaj bo storil Bog, ko bomo končno z njim? Izkazal nam bo neskončno nežnost, kakor oče, ki sprejme svoje otroke, ki so se dolgo naprezali in trpeli. Janez v Razodetju napoveduje: Glej, prebivališče Boga med ljudmi, in obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Glej, vse delam novo.